V današnji oddaji Klepet ob kavi triki za boljše mentalno in duševno zdravje Matej Pečovnik bo zaupal, kako danes živi aktivno in polno po raku, Marija Ana Kolman pa se bo spraševala, ali se je pričela nova doba zdravljenja raka. Odgovore dobite, če ostanete z nami. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. No, kot delovna terapevtka sem pravzaprav začela svojo pot pomagati drugim oziroma pokazati, povedati, razširiti tiste informacije, ki enostavno zelo dobro delujejo. No, danes pa svojo delovno terapevtsko uniformo pravzaprav oblečem samo takrat, kadar vam želim posredovati, podati strnjene in najbolj učinkovite tehnike, metode in najpomembnejše stvari na določeno tematiko. In danes smo si izbrali zelo pomembno tematiko, in sicer tematiko mentalnega, duševnega zdravja, ki je pravzaprav odvisno od tega, kaj mi počnemo čez dan. Danes vam bom zaupala, katere so tiste najbolj pomembne stvari, kar sem ugotovila sama. Absolutno bom začela s pokončno držo, potem z dihanjem, potem seveda s hrano, kajti hrana je naše zdravilo, in potem seveda še s temu sledi nasvet, kar se tiče narave. No, pa pravzaprav začnimo s sedenjem. Sedenje je novo kajenje, pravijo, glede na študije, glede na rezultate, kako slabo vpliva na nas. In če pogledate, kako danes v sodobnem svetu ljudje sedijo, vse prevečkrat je to takole, oziroma glava je nagnjena navzdol, ker je na računalniku, ker je na mobitelu. In to vsekakor ni drža, ki bi podpirala dobro počutje, dobro mentalno stanje, dobro duševno stanje. Vsekakor to ni to. A ste že videli kakšnega zelo srečnega človeka, ki bi se takle držal? Niste ga videli, ne? Ste videli pa človeka, ki se dobro počuti in je samozavesten, ki ima ramena nazaj. Torej, že samo z držo mi lahko vplivamo na naše počutje. In pokončna drža, drage dame, to ne pomeni joške ven, ampak dejansko pomeni ramena navzgor. In to je najbolj bistvena stvar, ki vas nič ne stane, nič vas ne stane, razen to, da se dejansko popravljate, popravljate, popravljate in popravljate. In pri tem prosite za pomoč vaše bližnje. Povejte jim, jaz sem se odločil, da se bom bolj pokonci držal. Dej mi prosim povej, kadar se držim takole, kadar dejansko zležem. In moram vam povedati, nič kolikokrat in delovni terapevti imamo to nalogo, da popravljamo ljudi tudi pri tej drži. In mene imajo sodelavci včasih poln kufer, ker zmeri, ko je nekdo takole, jaz dejansko ljudi popravljam. Pa ne tako sedeti, ker če ne druga te hrbtenica boli, vpliva pa torej tudi na duševno stanje. Se pravi, kadar se počutite slabo, kadar se počutite kakor da vas grabi in žalost in slabi občutki in vse, najprej poglejte, kakšna je vaša drža, ali je pokončna, ali imate dejansko ramena notri, in že to bo spodbudilo veliko razliko na fizičnem nivoju. Pa dajmo pogledati, če to. Če se ti držiš takole sključeno, poglejte iz strani organe, ali imajo organi dovolj prostora. Nimajo. Vse je stišano, pljuča so stišana, črevesje, vse je dejansko stišano. In že zaradi tega, da se optimalno procesi odvijajo v našem telesu, da imajo organi dovolj prostora, že zaradi tega je pomembno, da smo poravnani in torej, da imamo pokončno držo. In to še enkrat, nič vas ne stane, zato ne rabite nobenega denarja, zato rabite samo disciplino. In taka mehna disciplina, vam povem, da gre. Meni velikokrat kakšno reče, Madona, pri Klepet ob kavi, ti sediš, da bi imela kol uriti. Ne, sploh ne, zame to ni noben napor, kajti zavedam se, kako pomembna je pokončna drža in kako je to pravzaprav izjemno povezano tudi z našim počutjem. Tako da tudi, ko hodite, če boste hodili takle, če greš pa takle, pa zraven še na tablici, pa ne vem karkoli, dejansko naš energijski sistem tudi ni poravnan in tako ne moremo pričakovati, da bo tudi naše delovanje optimalno. Torej, dajte povedati svojim bližnjim, kaj ste se odločili, in predvsem
dajte jih prositi, da vas popravljajo. To popravljanje bo kakšen en mesec, nekaj takega, potem pa vam bo že prišlo v kri in vam bo avtomatsko, da se boste tudi zelo lepo držali. In to vam ne bodo povedali samo delovni terapevti, tudi fizioterapevti, pa vsi, ki se ukvarjajo dejansko s tem, da je telo tako, kot mora biti, se pravi s telesom fizičnim in tudi z energijskim telesom, kajti poravnana drža je bistvena. S Tadejem Pretnarjem, ki smo imeli tečaj meditacije, recimo tako zelo poudarjal, kako pomembno je, da je telo dejansko poravnano in da je, še tole zelo pomembno, da je naše teme, to pa je povedal Mantak Chia na izobraževanju, da je naše teme kot da bi potegnil črto, se pravi neko daljico, tam, kjer je presredek. Torej, presredek in teme morata biti poravnana. Se pravi, glava ne sme biti naprej, ne smemo biti takole poravnano, torej presredek in pa teme glave. In to je tudi prvi nasvet za boljše počutje. Kateri pa je tisti, ki je naslednji? Naslednjega smo tudi za vas pripravili. Naslednji nasvet, ki vam ga torej dajemo, nek tak recept kot tašen pa je, da vidim, da grem lepo po vrsti, torej plitko dihanje, tako. Torej, plitko dihanje pomeni plitko življenje, tako velikokrat rečemo, in zgodi se to, da res veliko ljudi diha preplitko, torej ni tistega globokega dihanja, kot se vidi pri otrocih. Poglejte svojega otroka mlajšega, poglejte svoje vnuke, kako dihajo. Dejansko gre trebuh ven in lepo noter. To pomeni ne, da samo dihate s trebuhom, ampak da dihate s prsnim košom in dejansko s trebuhom, tako kot mora biti. Gre za to, če je plitek dih namreč, tudi organi ne dobijo vsega, kar bi dejansko morali, in vaša pljuča prav tako ne bodo delovala torej optimalno in ostali organi ne. Torej, poglobite dih. Obstaja pri slabem počutju ena krasna vaja, ki se imenuje povohaj vrtnico in pa upihni svečko na torti. Kaj to pomeni? Pomeni takole. Poduhaj rožico in upihni svečko na torti. Gre za to, da dejansko imamo globok vdih in globok izdih. In včasih je to dovolj. Veliko ljudi vam reče, enostavno, kaj naj naredite takrat, ko je panika, ko se nekaj zgodi, ko imate vsega dosti, ko bi najraje vrgli puško v koruzo. Kaj narediti? Zelo preprosto. Enostavno globok vdih in globok izdih. No, čas pljuč je med 3. in 5. uro zjutraj. Med 3. in 5. uro, to govorimo seveda po tradicionalni kitajski medicini, in med tem časom ljudje, ki imajo težave s pljuči, se tudi lahko kar naravno zbujajo. So pa pljuča povezana z žalostjo, torej z zadrževanjem teh občutkov žalosti, ki so včasih neizjokani, neizpeti, in tudi to dejansko ima svojo mero. Zdaj pa žalost kot taka, če se soočate z njo, pa niti ne veste, sama sem imela ogromno, verjetno še kaj imam, zakopanih občutkov žalosti. Vprašajte se, kaj je tisto, česar ne morete sprejeti. Kaj bi se moralo zgoditi, da odpustite nekomu, nečemu, sebi v prvi vrsti, in pa zelo preprosto, katera je tista stvar, ki vas razveseljuje in napolni z radostjo. Tiste stvari, ki vas veselijo, napolnijo z radostjo, so tiste stvari, ki bodo pomagale tudi pljučam. Sicer pa sama, glede na to, da se zbujam med 4. in 5. uro zjutraj, je to ravno še tisti čas pljuč. In prva stvar, ki jo zelo zanimivo tudi Feng Shui priporoča, je to, da ko se zbudite, greste lulat, če je nuja,
sicer pa odprete okno, stopite na balkon, pogledate skozi okno in dejansko se predihate. Naredite vsej ene 6-10 globokih vdihov, globokih izdihov, globok vdih, globok izdih, dejansko takoj, ko se zbudite, kot da bi želeli, da se dejansko v vašemu telesu zamenja, torej premenja ves zrak, ki ga imate. In na takšen način, spoštovani gledalci in gledalke, boste ogromno naredili za svoje zdravje, nič dejansko vas ne stane, če to naredite in dejte, lepo vas prosim, poskusiti en mesec, biti pozoren na pokončno držo, biti pozoren na to, da je dih dejansko globi in videli boste, da se bodo dejansko začeli dogajati čudeži. Nobene druge zadeve ne rabite poizkusiti, samo to in boste že imeli rezultate, ki se bodo kazali kot boljša koncentracija, boljša pozornost, na vseh nivojih dejansko bo vse to bolje. No, še preden vam posredujem naslednji nasvet, pa dajmo pogledati, kaj sta v tej tematiki, torej za izboljšano psihično in mentalno stanje, povedali naši gostje Simon Godina in pa Ana Omanovič. Kakšne nasvete vam ponujata oni dve? Zaženite svoje barse, Access Bars Trasman, preživite čim več časa v naravi in gibajte se in uživajte in delajte tisto, kar vam je fajn početi. Ja, no, zdaj jaz, ki se ukvarjam s hormoni, definitivno bi jaz predlagala, da se uredi spalni ritem. Pomeni, da smo čim bolj nekje usklajeni z enim svetlobnim ritmom. 8 ur spanja definitivno, tako da na ta način bomo tudi bolj skoncentrirani, ker smo spočiti, manj lačni, ker če nismo naspani, smo tudi bolj lačni, pa mogoče se naučiti kakšne tehnike sproščanja. To bi bilo tudi meditacije, joge, neke tehnike, vsaj 5 minut na dan, to, da se malo umirimo in to izmenjevanje, stres, vemo, da smo vsi v stresu, ampak da si najdemo tudi čas za relaks, da je ta nekak proporca stresa in relaksa nekje uravnotežen, ker če preveč stresa in nič sprostitve, potem ni to dobro za zdravje, tako da to bi bil moj nasvet. Takole, hvala torej Simon Godini in Ani Omanovič. Obdelali smo pokončno držo, obdelali smo torej dihanje, slišali ste spanje, kako zelo je pomembno in narava, kateri se še vrnemo. Tale trenutek pa pogledamo še glede prehrane. No, tukaj do zdaj, vse kar smo povedali, vas nič ne stane, pri prehrani pa je vendarle super, da dejansko dodamo tiste vitamine, minerale, ki jih potrebujemo, oziroma tista super živila, tiste fitofarmacevtske izdelke, ki bodo podprli naše telo. Torej, pomembno je, da upoštevamo trojček in če že upoštevate trojček, ste zmagali in ta sveti trojček je lokalno, sezonsko in pa seveda ekološko. Na prvem mestu bi torej kar postavila ekološko in pa mogoče tudi sezonsko. Sicer pa zjutraj, kar je super dodati, na prazen želodec absolutno probiotike. Probiotiki, veliko smo govorili o njih in tudi Jelena Dimitrijevič je povedala, v sodobnem času enostavno brez probiotikov ne gre. Izberite torej takšne, ki so ustrezni, veliko teh nasvetov smo že podali, tako da ne bomo izgubljali časa tukaj. Eleuterokok je fantastična stvar, gre za adaptogeno rastlino. Nekateri potem s časoma kar prenehajo s pitjem kave, ko začnejo uživati torej eleuterokok. In tudi tukaj smo že ogromno povedali, tale je v sirupu, primeren tudi za nosečnice, otroke. Na kakšen način in kaj je dejansko tisto, kar super odlično deluje. Potem pa po kosilo, ja tako, po kosilo bodite pozorni na to, da nasploh zaužijete dovolj vitaminov B in pa vitamine C, ampak po kosilo vam bo še kako dobro del organski B kompleks z dodanim vitaminom C in tudi v tem organskem B kompleksu je naravni izvleček svete bazilike in tudi sveta bazilika je adaptogena rastlina in ja, sama moram reči, da res ne uživam tablet, ne uživam nobene kemije, uživam
pa vse te stvari, kajti to so ekološke, takšne kot so v naravi, nabrane v pravem času in ravno zaradi tega je tako zelo pomembno. B-vitamini so bistveni in ravno zaradi tega po kosilu boste videli, na takšen način se bo tudi izničila vsa tista želja, nujna potreba po sladkem, tudi utrujenosti ne bo toliko in vse ostalo. No, zvečer pa imamo tale komplet oziroma tile dve zadevi. Ena izmed teh je CBD olje, ena kapljica dejansko pod jezik. Na nočni omarici pa lahko imate vsaj za zvečer in za samo masažo trebuha, rekli smo, kako pomembno je črevesje, magnezijevo olje oziroma tole je magnezijevo olje v gelu. Ravno zaradi tega, ker smo ugotovili, da je to še bolj in še hitreje se dejansko absorbira in aplikacija je zelo preprosta, enostavno se namažete in si zvečer zmasirate trebuh. To bo zelo dobro delovalo, kajti veliko smo v naši oddaji že govorili, kako je povezano psihično in mentalno zdravje ravno s tem, kaj se dogaja v našem črevesju. In magnezijevo olje si torej namažete po trebuhu v smeri urinega kazalca, torej krožite. Če pa bi nasploh želeli malce bolj konkretno dodati to magnezijevo olje v gelu, pa je super stvar, da se zjutraj namažete celi od vratu do prstov na nogah, počakate 20 minut in potem dejansko sperete. V tem protokolu pa zmasirate torej trebuh v smeri urinega kazalca, magnezijevo olje lahko pustite gor, zjutraj se torej stuširate, absolutno pa zvečer ena kapljica oziroma nekaj več, kolikor boste želeli, CBD olja, CBD kapljic, veliko jih je na trgu, izberite takšne, ki so zagotovo iz slovenske konoplje. Sama vem, da sem tudi, kar se tega tiče, veste, kako imajo pa finte, pa dajo v tujino obdelati, pa ni pol to tako, kar bi mogli biti. Sama sem kar dolgo iskala CBD kapljice, ki jim lahko resnično zaupam, ki tudi niso toplotno obdelane v tej smeri, da bi bilo preveč. In ja, evo, Bogdan Mak je tisti kmetovalec, ki ga je seveda podprla tudi naša oddaja Klepet ob kavi in dajmo si pogledati nasploh kratek prispevek o CBD kapljicah. Konec poletja v družini Mak obeležijo dogodek žetve konoplje. Veselijo se ga vsi člani družine in iz te izjemne rastline ustvarjajo veliko zdravega, od čaja do vse bolj poznanih CBD kapljic, ki so na tej posestvi pripravljene z veliko ljubezni, s pozornostjo, z modrostjo. Saj so za CBD olje uporabljeni samo najkakovostnejši vršički ekološko pridelane industrijske konoplje sveže nabranih cvetov. Mnogo je skrivnosti, ki jih kot družinske modrosti ohranjajo v družini pri pripravi CBD olja, ki so toliko več kot tiste osnovne informacije, ki jih na steklenički CBD olja vidite napisane na deklaraciji. Tam ni navedeno, s koliko ljubezni in spoštovanja do rastline je vse to pripravljeno, a vendar je to zelo pomembno, ko izbiramo vse bolj popularno pomagalo CBD kapljice, po katerih največkrat posegajo ljudje z različnimi izzivi in težavami. Od nespečnosti, srčno-žilnih, možganskih in drugih zapletov, poznajo jih zelo dobro epileptiki, dementni ljudje z Alzheimerjevo in z drugimi stanji neravnovesja telesa. CBD kapljice imajo namreč to izjemno sposobnost širokega delovanja, ki navdušuje tako znanstvenike, zdravnike, s svojimi učinki pa še najbolj uporabnike.
kot smo rekli, če še enkrat ponovimo, zjutraj, torej eleuterokok in probiotiki, ki jih lahko sicer vzamete tudi zvečer. Potem imamo po kosilu B-kompleks in pa zvečer kapljice CBD in pa magnezijev gel, torej magnezijevo olje v gelu, ki ima še hitrejšo absorpcijo. Torej vse tole skupaj krasno, poleg tega pa ne pozabite, to ni zdaj zamenjava za tisto, kar je pomembno, torej dihanje, pokončna drža in pa seveda, kot smo rekli, narava. Kot ste tudi slišali, Ama Omanovič, narava je tista ta prava in verjemite mi, objemanje dreves, hoja po gozdu, mogoče, da se usedete v gozdu na tla, da uležete celo, to niso stvari, ki jih počnejo čudaki, to so tisti, ki vejo, da se na takšen način prizemljijo, ozemljijo, tudi sevanja določena in seveda tisti, ki vejo, da je v gozdu prisotnost fitoncidov, ki so super krasni za naše telo in da so drevesa res čisto ta pravi zdravilci. Nekatere stvari so tiste, ki jih lahko prakticirate povsem brezplačno, torej nimate nobenega stroška, kar pa se tiče magnezijevega olja, B-kompleksa in tako naprej, pa vsekakor predstavlja tudi nek strošek, zdaj cel protokol skupaj okrog 100 evrov, ampak vendarle začnite pri tistih stvareh, ki so resnično pomembne in to je globoko dihanje, pokončna drža in potem počasi, kolikor finančno tudi zmorete, dodajte še druge stvari, ki jih lahko za to, da se boste dobro počutili, kajti na koncu koncev je to tisto, kar je pomembno. In kot pravi Dalaj Lama in kot je tudi povedal, ljudje smo čudaki, najprej damo celo svoje zdravje za denar, potem pa bi dali ves svoj denar za svoje zdravje. Dajmo to enačbo izničiti in dajmo zase skrbeti že ta trenutek. Pa stres. Jaz mislim, da je stres kar dosti pomemben dejavnik pri raku. In ko enkrat doživiš tako izkušnjo, je pač stresa malo manj, oziroma malo manj si stvari jemlješ k svoji duši in verjetno tudi to pomaga.